Zdaj pa k pretresljivi zgodbi. Za našo televizijo je spregovorila bolnica, ki je za zobozdravstvene storitve pri zasebnici plačala skoraj 7.000 evrov. Kljub temu so se njene težave z zobmi nadaljevale, pojavile pa so se tudi nove, zaradi katerih zdaj prejema biološka zdravila. Pacientka je pozneje ugotovila, da zobozdravnica sploh nima veljavne licence, pač pa naj bi bila tehnica zobne protetike. Zadevo zdaj obravnava sodišče. Tožilstvo obtoženi Karmen Truden očita kaznivo dejanje mazaštva. Domen Anderle. Ker je potrebovala zdravljenje zob, dlesni, več zalivk, nove prevleke in usadek, se je naša sogovornica najprej oglasila v eni od ljubljanskih zasebnih zobozdravstvenih ordinacij. Prejela je predračun v okvirni višini 9.000 evrov. Kar je bil kar visok, potem sem prek znanca spoznala, je svetoval pa eno gospo, ki se je predstavila za zobozdravnico. Ta je zagotovila, da bo cena pri njej nižja, zato sta se dogovorili za srečanje, pripoveduje sogovornica. In doda, da je imela po vsakem obisku težave. Sem po vsakem, ampak res po vsakem njenem odhodu začela pa dobivati alergije, vtekanje okrog ust, oči, izpuščaj po telesu, skozi se počutiš v strahu, neprijetno ti je. Postavili so ji diagnozo kronična urtikarija, zdaj se zdravi z biološkimi zdravili. Največji hec je pa to, da me je ona prav odvračala. Ne, saj ne rabiš iti. Je pa to gospa Karmen Truden, ki pa še zdaleč ni zobozdravnica. To je razvidno tudi iz registra zdravniške zbornice. Sogovornica nam pokaže tudi sporočila, v katerih sta se dogovarjali za obravnave v ambulanti Zobna hiška v Ljubljani. Tam nam na vprašanja niso odgovorili, so nas pa preusmerili na Karmen Truden, ki smo jo zaman klicali po telefonu. Številka je trenutno nedosegljiva, prosimo, pokličite pozneje. Neuspešno smo jo iskali tudi na njenem naslovu. Zagovor bo podala med sodnim postopkom, nam je sporočila njena odvetnica. Na predobravnavnem naroku pa obtožena krivde ni priznala, je pa zatrdila, da je dentalno medicino študirala v Bosni. Domnevna oškodovanka osebno svoje izjave pred policijo sploh ni podala, niti še ni bila zaslišana na sodišču kot priča, zato njene izjave še niti niso bile v ničemer preizkušene. Tožilstvo obtoženi očita kaznivo dejanje mazaštva, za kar je predpisana zaporna kazen od 6 mesecev do 5 let. Po poročanju časnika Dnevnik očitajo mazaštvo tudi v več drugih primerih.